Dobro došli na Odsvirki podcast. Kako si kaj danes, Matej? V redu sem. Mal sem, kako bi rekel? Jezen. Nisem jezen. Kaj pa si? Pa nisem jezen. Ja. Ja, ne, v redu sem, spil sem kafe prej, počutim se caffeinated in to je fajn. Ne, tak fejst ne. Tak se nikoli po mojem ne počutim po kavi. Ti se? Ne, počutim se zelo slabo potem, ko kava v usti. Imaš crash. Dolgo že nisem imel, ja sam crash čutim full fajn. Včasih mi paše, včasih spijem kakšno kavico, ampak bolj zaradi tega, ker se mi okusa lušta, kukor pa. A veš, kako se lahko izogneš temu crashu? Da ne piješ kave. Ja, tudi. Drugač pa, da ko ustaneš, da je ne spiješ takoj, ampak počakaš 60 do 90 minut, uro do uro. Ja, ne, se to je, ja, no kar povedi do konca. Zato, da se ti nabere že nekaj tega adenozina v glavi, ki ustvarja spalni pritisk. Ker če ne ga zaznaš, veste adenozin naenkrat, ko te kofein spusti. In zato začutiš to utrujenost. Sam kaj pa če spiješ sred dneva, to ker res nikoli ne spijem na prazen želodec, ali pa takoj, ko bi vstal zajtrk, tudi ne, tudi pri zajtrku basically ne pijem. Meni se to zgodi tudi sred dneva lahko. Po mojem se ti sam pol crash ustali z tem, ko ti začne kortizol padati, pa je čas, da greš spat. A veš, ker te kofein glih zvečer začne spuščati. Če sred dneva kavo spiješ. Mislim, sred dneva, da ima reč top 2. Ja, sej. To sred dneva, no, vse je v bistvu. Ja. Ne vem, vse ni vedno, ampak zdaj, če bi ful neko močno kavo spil, bi sigurno bilo to. Sicer zdaj že dolgo nisem imel tega, ampak... Ja. Je bilo pa nekaj cajta nazaj, ko sem spil 2 kave v zuni, pa je pa še, ne vem, bili smo s kolegicami in pol je pač eden izmed njih si naročil kavo, pa je šel prej in potem jaz 3 kave spil tako v roku 2 ur. Takrat sem to bil pa. In zelo, zelo slabo sem se počutil pa. Ja. Jaz res redko, da bi se prav tak tresel. Da bi čutil neko neprijetnost. Kak ti je pa glavni učinek kave in zakaj piješ kavo, Matej? Bolj jo pijem zato, ker mi je dobra, ker si jo kuham na tak zanimiv način z enim filtrom V60. Lahko si pogledate, ne bom zdaj razlagal, ker bo predolg trajal. Drugač pa zato, ker pač še vseeno mislim, da ima nek efekt mal, da mogoče health benefits. Da sem kognitivno malo bolj lahko fokusiran, pa manj, da ima neuroprotektivne učinke, da te lahko zaščiti živčevje, če pač v zmernih količinah piješ. Kaj to pomeni, zmerna količina? Zmerna količina, perfektna količina bi naj bila 1 do 3 mg kofeina na kilo teže. Kaj je to za standard userja, ki ne bo miral kave pred njo bodal kuhati? To pomeni, mislim, da povprečna kava ima 95 mg kofeina, se pravi nekje med 70 pa 120. To pomeni, da za, ne vem, 80-kilsko osebo bi lahko ta oseba spila 2 ali pa 3 kave na dan. Če bi bile močnejše. Če so pa šibke, pa pač ne, ampak jaz mislim, da je v Sloveniji kar standard, sploh zaradi turških, da se močne kave kuhajo. Ker se direkt v vročo vodo vrže in to full ekstrakta. A ti, če si delal če si delal kurško kavo. Ne vem, kaj bi to slovo bilo drugače. Da bo AI potegnil kaj fajnega iz tega. Kadar si delal turško kavo, si jo kdaj preveril še potem, ker mi smo imeli, mislim, da je naša babica govorila, da moraš kavo 3-krat pustiti, da dvigne. Ne ti čist skuriš kavo s tem. Ja, mislim, skuriš jo že na začetku. Pa najbolj, da kar sravo na žlico poješ. Načeloma, če bi zdaj šel po nekih, kako bi rekel, pravilnih načinih kuhanja kave, je to čist narobe, kar pač turško mi delamo, ker jo zažgeš. Ampak se mi zdi, da v Sloveniji smo toliko navajeni okusa po zažgani kavi, da je to kava, ki je nam dobra. In to se hitro lahko pri kavi naredi, zato ker
je dokazano, da karkoli, kar bo vsebovalo kofein, Okay. bo tebi s časoma postalo dobro, zato ker je kofein addicting. Okay, ja. No, se to je pa tako v bistvu kot vsaka stvar. Ja. In da smo navajeni, no, da pač je grenka kava dobra kava, v bistvu bi pa pri turški mogel ti, ko voda zavre, počakati, da se malo ohladi, preden daš kavo noter. Ker je tista voda prevroča za kavo. Koliko je idealna temperatura, nekih 80 stopinj ali nekaj takega? To je tudi se lahko zakomplicira, to je odvisno, ali imaš light roast ali dark roast kavo, ne? Aha, okay. Ampak mislim, da za pač lighter roaste je nad 90 stopinj mal, za darker pa pod 90 stopinj. Okay. Torej bi mogel odstaviti pa počakati malo. Ja. Pač minuto, v bistvu dve. zmešati, pa pol počakati, da se usede. Ne, pol vsajanje daš še enkrat kipnat, ker je to... Si pol spet pregreješ kave fora. Sam zaradi tega, ker je to point turške kave specifično. Da se tak skuha. Aha, če pa ne sam pregreješ, je pa slovensko. Sam da na začetku ne šokiraš, ker takrat se najbolj... Pač je šok za tisto zmleto kavo, ko jo vržeš noter. Čudovito. Začne kričati. Oh my god. Zdaj sem zadnjič poslušal podcast od Hubermana, kjer je imel gosta nekoga, ki se ukvarja tudi s prehrano, pa sladkorjem itd. In pol sta imela to debato. On je pač rekel, da pogovarjal sta se, da je kuke kava recimo, redo, da pač bi priporočil kavo, da spije vsak recimo, kako na dan, naprimer, ne? Bila pa debata tudi o tem, da je kuke rdeče vino v redu, mislim, on je to govoril, ne? Huberman pa nikakor. Nikakor. On je rekel, da je kozarec rdečega vina, da ima zelo pozitivne učinke, ne glede na osebnost alkohola, pač poleg, ne? In Huberman ni to. Ne, Huberman je zelo se poglobil za eno epizodo, da je raziskal, kar se tiče alkohola in da nima nobenega pozitivnega učinka, razen morda prosocialne, zaradi pač druženja, ne? Ampak verjetno je pa bilo tukaj govora, ker rdeče vino bi naj vsebovalo eno snov, ki bi naj podaljšvala življenje, ki se imenuje resveratrol, ampak ta snov je v tako majhnih količinah, da bi ti mogel več litrov rdečega vina spiti, da bi prišel na zadostno količino. Da bi bila škodljiva ali lethal? Da bi bila koristna. A, da bi bila koristna? Da bi je dovolj zaužil za koristne. Jaz mislim, da je glih obratno. Ja, se pa treba se ga nabiti očitno vsake za rdečim vinom in pa boš zdrav, ne? Ja. Sekiraš se manj, to učinkovino dobiš v dost velike merilo. No, vse to je bil čisto intervencija. Mislim, Huberman je res, kako bi rekel, mislim, mogoče to ni ekstremno, nam je ekstremno, ker smo Slovenci in je kultura pitja pač totalno ekstremna, ampak Huberman pravi, da vse, kar je več kot 2 pijače na teden, je preveč. Ja. Zdaj se bliža veseli december, bodite zmerni z alkoholom, oziroma s pijačo. In ne pijte, ko vozite, pa tudi preden vozite. Kaj pa po? Pol pa lahko. Kaj pa če pa spet voziš? V glavnem, jaz sem imel, kar sem hotel malo govoriti danes. Ok, ja, zdaj smo obdelali kavo, obdelala sva rdeče vino. Jaz še imam sicer veliko, ampak te bom pustil. Ne bom naslednjič. Ko imam, bom si pripravil. Kaj pa če ne bo nikoli več naslednjič? Mater. Tam, tadam. Dragi poslušalci, prosim pošarajte ta podcast, ker je mogoče zadnji. Nikoli ne veš. To je bila solzica. Lahko, da bo kdo pil, pa šel voziti. To smo rekli, da ne smejo. Ja, ne smejo, ampak ok, ne smejo. V glavnem. Kakva kolobasa je bila tole zelo. Kaj? Je nekaj blebetama, ampak zdaj pa povej. Tema, o kateri bi se želel pogovarjati danes med drugim, je strah. O, Marija, me kar strah rata. Pravilno. Zakaj sem imel idejo, da bi se o tem pogovarjal, zato ker sem bil na začetku tedna pri zobozdravniku. In se mi zdelo to zelo dobro izhodišče za pogovor o tem. In je tebi kaj strah, ko greš zobozdravniku? A hodiš zobozdravniku sploh? Ja, včeraj sem bil. Ampak sem šel samo podpisati izjavo za novega zobozdravnika.
A ja, kaj seš predstavil? Ne, zamenjali so, Zobozdravnika. ker je pač tukaj na tej lokaciji, kjer sem jaz hodil, je bila ena taka agresivna zobozdravnica. Kaj to pomeni? So se skozi medicinske sestre menjale, ker pač dinamika se ni nikoli A je v timu je bila poklopila agresivna? med sestro pa zobozdravnico. Ja. In pol je enkrat tako eskaliralo, da je ta zobozdravnica bi eno sestro udarila. In je bila S protezo. zdaj izobčena ta zobozdravnica in je prišla nova. Wild. Ne vem, koliko je to res, ampak pa je res. No. Nimam pa nekega. Lahko povabimo izobčeno zobozdravnico, primarnega enkrat, da pove svoje Tako platsko. da se je zabat zobozdravnikov. Jaz mislim, da je agresivna, da je, ne vem. Ne, ampak mislim, da sem imel včasih strah Grozno. večji Ja. kot otrok. Ja. Predvsem tega strojčka, ko si ga zdaj oponašal, ko ti začne brusiti pa vrtati. Pa sem pa nekako požram, zdaj, ko vem, da je to pač nujno zlo. Ja. Najbolj je grozen, če si recimo v čakalnici, pa da ima nekoga prej, pa da čuješ, kva dela. Oh. To se mi zdi najbolj. Pa da že tudi strojček, da čuješ. No, me je to grozno. Kako si rekel, da premagaš pol to, da se soočiš s tem, da je to nujno zlo? Ja, ne vem, se to ni glih na svet, to je kak sem, jaz sem samo Tako, malo How to potlačil. cope. Ja, jaz mislim, da imam to sposobnost, da veliko stvari v življenju potlačim. Ja, Mislim, da ignoriram neprijetne občutke, ker nekaj pač moram narediti. Konec koncev je lahko to tudi na nekem osnovnem nivoju to, da greš telovaditi. A pa da daš stelovat, bo pa ven. Ja. Okay. Ali pa da se greš z mrzlo vodo stošiti. Torej bi lahko rekel, da je to shadow work. Ne vem, če. Če te potlačiš, pa se pol ukvarjaš s tem. Ne, se mogoče ni prav izraz, da Ja. potlačiš, ampak da ignoriraš, da se skušaš. Ker ba je bi naj bil tudi ljudje, ko se z mrzlo vodo tuširajo, bi naj bila prednost tega ne samo vse, kar je dobro za zdravje, ampak to, da ti možgane natreniraš, da se lažje soočaš z situacijami, ki so ti neprijetne. Ja, itak, ja. Ja, Jaz se je cold shower, je kar neprijetno. Ja, tako ja. da. No, in da se pač mogoče na tak način probam. Ne bi rekel glih, da čutim strah, ko grem k zobozdravniku nikoli, ampak bolj nek neprijeten. Bolj mi je pa to, ker si nikoli mi ni noben tega pokazal, niti nisem nobenih posnetkov gledal ali pa kaj, ampak jaz nikoli nimam predstave, kaj se v mojih ustih dogaja. A pol med procesom, Ja, oziroma ko ja. si v ambulanti. Mislim, a ti imaš kaj, veš, kaj se dogaja. Si kdaj komu zobe popravlja ali pa kaj. Ne, to nisem, pa vse imaš kak video. Ja, internetu. Na internetu si kak video ne. najdejo. Jaz sem imel eno obdobje, Pač, ko sem se odločil, bi dal modrostne ven ali ne. Zaenkrat jih še imam, 3, Ok. še ni ven prelezel. Ja, in sem to nekaj googlil, in pol mi je TikTok, vsak tretji post je bil to, ali pa veš kaj je bilo, v glavnem ni mi kazal za modrostne, mi je kazal za te granolome, pa to, ko ti pol živc ven potegne. Ko je res, no ne vem. Ja, kaj pa, Grozno, če ti je glavnem. to odklenilo strahove? Se to ni zdaj, da se mi je zdaj odklenil. Se mislim, da je to tak universal, Ja, Strah pred veliko ljudi zobozdravnika, se to boji ni zdaj zobozdravnika, ja. mislim, boji. Imam par slabih Ja. izkušenj s temi dogajanji po ustih in mi je to grozno. Ja. No, zdi se mi pa tudi, da mogoče mi ni to groznit, ker se mi zdi, da sem tekom osnovne šole imel zelo dober ta program, a veš, ko se otroke uvaja, pa ko pridejo Ja. pokazati, kako se zobje umivajo, pa ko imaš, a ste vi tudi imeli šolskega zobozdravnika? Ja. No, naprimer, ko takrat Oziroma- res redno hodiš, ne, pa ne vem, mogoče imaš večji strah, če ful dolgo zanemarjaš težave, ko jih imaš, ali pa da ful prelagaš, da ne greš na kontrole Ja. in pol so res neke stvari za popraviti, ne. In je poseg bolj invaziven, to besedo sem hotel. Ne vem, ne bom rekel, da sem zdaj bil najbolj reden hodilec zobozdravnikov. Okay. Ker jaz dolg časa nisem bil in pol, ko sem hotel iti, je bilo pa še to, da ni zdaj več bilo v mojem kraju, kjer imam
stalni naslov prebivališča, sem pol iskal in pol sem bil pač po, ne vem, 2-3 letih. Prejšnji let, spet. In itak takrat sem ful cvikal in pač čudežno ni bilo nič, ne? Nič mi niso delali. In zdaj sem imel spet kontrolo in spet mi niso želeli, tako da I guess, da nekaj delam prav ali pa je zelo šlampa. Sama to, kot ti brusi je... A ja, veš kaj edino? Je v bistvu odstranjevanje zobnega kamna. Ali je lahko še kaj druga tudi to? Mislim, da je brušenje način, kako ti odstranjuješ to, kako se reče, tkivo od zoba. Ne, vse pač... Sklenino. Sklenino, ja, v bistvu, ne. Ker karies samo v bistvu razgrajuje sklenino naprej, I guess. Ja, karies je... In torej brušenje in pač brušenje zelo podobno vrtanju, ki je pač isti princip, je zelo veliko trenja, s katerim ti pač daješ stran oblogo, če hočeš, oziroma sklenino tudi pol noter, da ti pride, da ti spuca, pač to, ne vem. Sama misliš, da bi lahko rekla, da je to specifično stvar, ki se večina ljudi boji? Prav ta občutek? Je po moje tega skalenja oziroma bolečine, pa po drugi strani pa tega, da pač bi izgubil kak zob, naprimer, ne? Ali pa tega, da bi ti neki pul, to je tudi... Ja, da bi ti pul... Jaz mislim, da je to najbolj, da vidiš one kleše, pa pač, ne vem, papagajke. A imaš ti, mene je zanimivo, da si to zdaj izpostavil, ker ti imaš ful dobro ustno higieno. Ja, hvala. Ali je to posledica tega, da imaš ta strah? Zato, da bi mogel čim manj hoditi za zdravnika. Sigurno boja, ne, strah je le gospod. Ampak mislim, da že imam, ne vem, no. Mislim, da sem to, se nijem nič posebej, 2-krat na dan, vsaj ščetkrat, pa nitkrat, vsaj enkrat, pa temeljito se, ni zdaj rocket science, mislim, da je bolj to, da ti zdaj vsak dan to delaš. Ne vem, jaz mislim, da je to čist predsode, ker nisem imel nekdeč nobene posebej slabe izkušnje specifično z zobozdravnikom. Ja, zdaj smo pa prišli do tam, kjer sem tudi začel. Kar sem hotel, no, meni je bilo glavno vprašanje za danes, če si ti vedel, kakšno čustvo je strah, pa če je to čustvo zdaj z nami od začetka življenja, torej je to primarno, ali je to čustvo, ki ga razvijemo, če ga in do kakšne mere. Jaz imam samo to informacijo, da je strah prirojen samo do določenih stvari, do drugih se pa razvije tekom življenja in kar se zdaj spomnim, da mislim, da je prirojen samo strah pred pač hrupom, nekimi fulglasnimi poki, pa nekaj taga, pa ne vem, če ne padanjem. Nisem ziher, ampak da so ene stvari, ko so prirojene, za večino stvari ga pa razviješ tekom življenja. Tako. Ja, drži. Yes. Bravo, pifler. Jaz sem si tudi malo zapiskal naredil, pač no. Meni je bilo to vedno ful fascinantno, da je strah kot, mislim, že da je strah čustvo. Da se mi kar smeji, ko sem ful ponosen. Ja, lepo, ne? Ja. Dobiš zvezdico, pa je zlati rogliček. Zlati zob. Zlati zob. Ja, ok, prosim, povem. Tak mi je zanimivo, da je strah oboje in primarno in sekundarno čustvo. Logično mi je za primarno, nisem pa vedel sploh, da so lahko sekundarno, mislim. To je spet ena taka stvari, ko smo se jih mi učili pač pri razvojni psihologiji in me je že takrat to tako kar precej fasciniralo. In zdaj, ko si omenil, ti, ki so primarni, so pač evolucijsko prilagojeni in razviti za to, da pač organizem oziroma ljudje lažje preživimo že od rojstva, ne? In zdaj ti primarni so, to, ko si rekel, pred padcem, pa pred glasnimi zvoki, pa imaš pa še pred izgubo opore. To misliš čustvene? Pač... Ja, mislim, da ja. Pa potem še strah pred nevarnimi živalmi, ampak ta je res tako zelo, bi rekel, primitivn, ne? Na ta način. Ja, tako kača, na primer. Ja, ali pa če vidiš, ali pa ti se recimo, da načeloma se boš po defaultu bal, ne vem, če medved na tebe naredi, ne? V bistvu so primarni taki, ko so evolucijsko pomembni za preživetje. Tako, čisti in samo to v bistvu, ja. Pa imaš pa še naučene strahove, to je pa meni tako, no, kar mi je zelo zanimivo. Vse pol, ko razmišljaš, ni več tako zanimivo, no. Ja, ni tako scary.
Imaš pa nekaj, kar se ti naučiš, oziroma skozi neke izkušnje. Ne? Tako je bil recimo zdaj zobozornik ali pa čez okolje, ali pa čez vzgojo, ali pa čez travme, ali pa neko opazovanje, oziroma to je pa že model naučanja lahko, če izviramo iz tega, da si ti otrok. In mi je ful zanimivo to, pa če smo na predšolski, ne, in je bilo pa govor o tem, da da moraš ti kot vzgojitelj zelo paziti, kako pokažeš strah, zato ker lahko nekdo po tebi to povzame. Nalezljiv je lahko. Ja, basically, ne. In je recimo, če imaš ti, recimo, ne vem, da moraš vzgojitelja, ki se ful boji pajkov, in on vidi pajka in začne kričati, otroci to vidijo, in obstaja verjetnost, da bi oni podobno reagirali, če ne druga v igri, oziroma preko tega modelnega učenja, ker imajo zelo dosti plastične možgane in oni mislijo, to je reakcija, kjer jih morajo tudi oni narediti, ali pa sam posnemajo v bistvu, ne. A si drugače, sem ti kazal uno pando. Ja, zanimivo. Boma dala v bajo pando, ki se je naučila, da ko... Tukaj zdaj v bistvu ne gre za čustvo, ampak gre za posnemanje nekega vzorca vedenja in sicer to je zdaj še vse anekdota, no ni zdaj to neka znanstvena raziskava, ampak mislim, da je bil živalski vrt na Japonskem, kjer je pač so pripeljali pando, ki ni imela staršev in je pač ta panda dobila oskrbnika in oskrbnik seveda ni bil tak močen, kakor ta pač panda, ne, itak in je lomo... S čim se panda prej, ko je eukaliptus ali ko nekaj pač te veje, ali bambus, ja, da res, ja, no, tako je, bambus, ker pač oni si jih prelomi panda in pol to ono žveči, pa pač se prehranjuje s tem. In pol on vsakeč, ko je hotel pač to palco prelomi, da bi pando nahranil, ne, je ful, ko je lomo, je ful naredil friz zraven, kot da se matra, neko grimaso, tako. In pol je na videu, pač vidiš pando, ki zraven njega sedi pa isto te palce lama, ne, ker to je za njo... pač zelo enostavno, pa se ful muči zraven. Ja. Mislim, druge pande ne naredijo grimase, ko prelomi ona pa, ker se je naučila to od lastnika oziroma oskrbnika. Tako, ful dobro, ko imaš pol video, na katerem kaže njega, pa pol pando, pa pol imaš tudi video, ko kaže, recimo, ko že prelomi, pa se pol spomne, da more grimaso na grimaso, ja, to. Sam to je zdaj, se veže sam na pogojevanje otrok za strah, ne pa na to, da ima to kakve veze s strahom ta panda. Ne. Koliko? Nima zdaj ta panda veze za to temo straha, ampak to si navezal na to, da se otroci lahko naučijo. Da se naučijo straha, tako je. Ja. Mislim, s tem povezano je verjetno tudi, da ko imaš v kakršnikoli skupini nekoga, ko bi naj bil vodja, ali pa ima neko vlogo odgovorno, pa da se ljudje na njega zanašajo. Ja. Verjetno se mora v kriznih situacijah potruditi, da ne zgleda prestrašen, ker bojo tudi vsi drugi okoli njega. Ne? Ker če je pa njega strah, pa mora biti pa nas tudi. Ne? Naprimer, če gre eni firmi zdaj ful slabo, mora direktor neko integriteto držati, pa malo fasade, ne? Pač keep it cool, bomo že zrihtali. Če bo pa on cel, kako bi rekel, histeričen, bo pa se to prenesel na druge. Na druge, ja. Ali pa bo rekli, da je pusi. Ja, ali pa to. Ja. Tako da direktor se ne ukvarja s tem, da ne bi prenesel straha na druge, ampak da mu ne bi rekel, da je pusi. Tako, ja, pomaga tega v bistvu strah. Ja. Boječka, ne pusi. Ja, oprostite. Pusi je žival. Pusi je, ja, žival. V glavnem, zdaj smo pač ugotovili, oziroma dorekla, da je strah mehanizem za preživetje. To zdaj povzemam. Ja, ok. No, tako si že ti omenil, to je pač strah, je v bistvu njegova glavna funkcija, je, da zazna neko nevarnost, pa da se pač mogoče lahko še prav čas omakne, pa da se sproži ta flight or fight response. To tako poznaš po moje, mogoče. No, kar povej, kaj je to? To je ta instinkt, da moraš, instinktivna, impulzivna reakcija, da moraš bežati oziroma iti v nek pogon. Ne? Ja, v stres v bistvu. Mislim, da to del, ko pač tvoje telo pride v stres in se zelo hitro odloči, mislim, da delčko sekunde, ali boš zdaj ti, kako boš odreagiral, ali boš zdaj šel v bitko za preživetje na to foro, ne? Ali boš zbežal. Okay.
A boš zbežal ali boš Zbežal, šel v ja. bitko? Kaj boš ti naredil? A ja, mislim, ja, dve plati sta, fight or flight, ne? Ja, ja, tako je. ja, okay. Ker ti si šel sam na eno, v Jaz glavnem sem to. samo eno rekel, ja, imaš prav. Kaj pa ti naredil, če bi videl medveda? Težko rečem. A to je zdaj, veš, kaj je treba narediti? Ali Me sam zanima. Aha. Ne bi imel takle časa razmišljati. Ja. Verjetno bi umrl, zato ko nisem tak... Če bi se medved odločil, bi umrl. Ja, zato ko nisem tak dober v hitrem sprejemanju odločitev. Ja, ti bi čakaj. Žal. Ja. Čakaj samo. Dajva se zment. Počakaj, da pomislim. Čo za medveda imaš to, da je why not friendly if friendly shaped? To še pa nisem čul. ali celo why, mislim, da je še boljši stavek, why not friendly if friend shaped? Ko pa kao te všeske, pa celo je kosmat. A si gledal The Revenant? Ne vem če. Tiskaj DiCaprio Oscarja dobil, ki ga medved napada. Zmavla, ne vem. Ja, ful dober film, ampak ja. V bistvu njega grizli, to je še mal next level. Tako da ja. Ne vem, kaj bi, mislim, verjetno bi sam začel bežati, ampak to je to, ja. Jaz se spomnil en grozen vic, ampak ga ne bom več celoti povedal. Ja. Ampak je samo punchline na koncu. Nismo se grizli, nego klali. To pa jaz ne poznam. Nič hudega. Ok. Tisti, v ko... glavnem- If you know, you know. If you know, you know. Tako bomo rekli. V glavnem ti si pač povečaš zelo fejst lahko možnost preživetja za strahom. Mi je pa bilo zelo zanimivo tudi, da je že Darwin se začel ukvarjati s tem, ne? Ki je to preiskoval. Čakaj, sem kaj? Ja, kar povej. Hotel sem sam dodati na hiter, da v bistvu že zaradi tega instinkta, ker smo se razvili, da boljš preživimo, če se izogibamo stvari, ki se jih bojimo, kot pa da iščemo priložnosti. Da je to recimo princip, zaradi katerega funkcionirajo zavarovalnice. Ja, kar razumem. Zato, ker se ti pripravljen si več dati, zato da bi preprečil, da boš nekaj izgubil, ko pa da boš nekaj pridobil. Zato recimo več ljudi se zavaruje, ne pa investirajo. Okay. Ker je strah pred izgubo večji, kot pa želja po pridobitvi nečesa. Okay. Ja. Top. A poznaš kaj te eksperimente Little Albert drugač, ki jih je delal? Little kaj? Little Albert. Ne. Ampak to je delo že, to sta delala dva druga raziskovalca, Watson pa Rainer. Ryanair? Ja, pa EasyJet. So imeli pa, mislim, da je bil ta deček Albert, to je zdaj, kukor se spomnim, to je malo tako medlo, ampak in so pač pri njemu umetno ustvarili strah pred belo miško za ustvarjanje glasnega poka. In pač tak so otroka naučili zelo etičen poskus. Ja, ful. To je ziher, ne vem, nek 60s, 70s poskus. Ja, Kaj je še to dalo. Ja, ko se še to dalo. Ja, v glavnem, no pač on vsakeč, ko je pol miške se ni bal, ne, ker je bil ta strah pol sekundaren, bal se je pa primarno, oziroma primarni strah pa je strah pred glasnim zvokom, na isto ti odreagiraš mogoče, ko zabliska fest po ti, ali pa če se nekdo zadere, ko ne boš pričakoval, se zaradi tega ustrašiš. In pač recimo on se je pol naučil bati miške, zato ker se takrat zelo glasen zvok pojavil. Ja. Stvar za asociacijo. Tako, v bistvu, ja. A je to v bistvu pogojevanje? To sem mislil, da bomo pa naslednji epizodi. Se nama zdaj zabradla. Okay. Ja, ko smo enkrat že. Zaradi te pande, se mi zdi. No, možno, vem, da smo bila na špilu, pa smo to. Zaradi pande. Mislim, da je prišla cela pauza po raziskovanje instrumentalnega in klasičnega pogojevanja. Drugič. Drugače pa je bil Paul Ekman tak, ki je pa zelo face definiral primarna pa sekundarna čustva tudi. Sekundarna čustva poznaš? A je sekundarno čustvo gnus? Ne. A to je že primarno? Ok, pa slabo se to spomnim. No, jaz imam tudi zapiske zdaj, tako da, ampak to mi je bilo vedno zanimivo. Zdaj bom kar prebral. Zdaj, primarna po Ekmanu so veselje, žalost,
strah, jeza, presenečenje pa gnus. To, ko si zdaj nazadnje rekel. In pač to so zdaj vsa čustva, ki jih imaš ti že od rojstva, da ima reč vsepne in je to lahka reakcija na neki zdaj veselje. Vemo, na kva žalost, vemo, na kva strah, zdaj tudi vemo, na kva jeza isto, presenečenje. Gnus je pa, mislim, da bolj za isto, kakor recimo von pa okus, ko ti probaš nekaj, kar nima v redu okus, veš, da je recimo stropeno, ne. Ampak mi pa ful dobro, če si videl kak mim na to foro, da imaš, ko sta recimo bila dva neandertalca, pa eden poje neko jagodičev je, pa on umre, pa mu potegne beležko in pa piše, noted, kao to ne smemo jesti. Torej ta primarna so, lahko rečemo, genetsko univerzalna čistka pa še. A ja, pa ful je zanimivo, da je to pri vseh kulturah, da so ta čustva, to je meni tako. Ja, zdaj so pa primarna, ne. Ja, ampak da recimo čisto vsi, da so dejansko univerzalna za vsa ljudi na svetu, to je meni tako mind-blowing. Pa da so prisotna pri dojenčkih, že ti le daš dojenčko recimo, ne vem, zelo nekaj kislega, pa bo on naredil grimaso. Ali pa se ustrašil nekega glasnega. Tudi grenke stvari, menda, veliko ljudi nima radi grenkih stvari ali pa grenivke, zato kot ti menda je to asociacija, da mogoče vsebuje strup. To sem jaz nekaj videl. Ja, sej, I guess. Drugače je zelo zanimivo, ko imaš tudi, to je zdaj malo ven iz tega, ko so pač recimo žuželke, ki imajo zelo čudno barvo. Zakaj imajo čudno barvo? Zato, ker pač opozarjajo nas, da so pač strupene, ne? Ne vem, neki hrošči ali pa žabe ali pa tudi plodovi, no. Whatever. No, poleg primarnih imamo pa še sekundarna čustva. To, ko smo zdaj tudi mogoče, smo že omenili, verjetno smo. So pa čustva, ki nastanejo kot kombinacija nekih čustev, pa še neka miselna razlaga neke situacije. Pol je pa zraven še to modelno učenje oziroma družbeni vpliv, pa neka osebna izkušnja, ki si je ti imel. So pa veliko bolj kompleksna. Kak primer sekundarnih. Zdaj najpogostejši so recimo sram, krivda, zadrega, zavist. Tu imam še par primerov. Ali pa se lahko vse preberem. Torej sekundarna čustva so sram, krivda, zadrega, zavist, ljubosumje, ponos, tako pozitiven kot negativen. Kak je pa negativen ponos? Ta vsa se tudi kar hitro razvijajo, ne? V zelo zgodnem otroštvu. Veš kaj, to je ful bolj pogojeno, koliko imaš ti držljajev za okolja, kaj vidiš doma, pa nismo tudi vsi, kako se to reče, susceptible, no. Ne izražamo vsi enako mero čustev, no. To je spet odvisno od faktorjev zunanjih. Potem pa neko olajšanje, razočaranje, upanje, anksioznost oziroma ne strah, ampak bolj kot skrb, ko si ti za neki tako skoraj živčen, ne, na ta način. Prezir, sram pa hvaležnost. Je pa to, da to se pa zdaj pač tudi razvija, pač to ni zdaj. To je veliko bolj debatable kot pa v njih 6, ko jih je Ekman določeno. Pride pa iz tega, oziroma razvila so se pa zato, ker imaš ti neko kognicijo, oziroma si sposoben misliti in pol, ko ti premlevaš, to se z tega lahko razvija. Zaradi tega jih recimo dojenčki nimajo, ne? Ker nimajo tukaj razvite kognicije in ti to pol v bistvu skozi čas. Da malo z introspekcijo jih v bistvu razvijaš pa. Tako. Zdaj, kaj pa je tu? Recimo, kako se ljubosumje razvije lahko, ne? Imaš ti primarno temelji na primarnem čustvu, ki je strah, pa razmišljaš o tem, da te bo recimo partner zapustil. In iz tega se lahko razvije pa ljubosumje, ko vidiš, da je v interakciji z nekom drugim, naprimer. To je pa dobra fora, mislim, dobro vprašanje, da si ga zastaviš, če si na nekoga ljubosumen. A si se pripravljen s to osebo za 24/7 100% zamenjati? Da ponov še enkrat, prosim, tole. Da če si na nekoga ljubosumen, se moraš vprašati, a si se pripravljen s to osebo zamenjati za 24/7 100% za skos, in če je odgovor ne, pol ni vredno biti ljubosumen. Ker pač... Ampak to je bolj zavist kot ljubosumje, ne? Ker veš, kaj mislim? Ja, vem, kaj misliš. Ker ljubosumje v tem primeru bi bilo bolj to... Mislim, da oboje lahko.
tukaj Imaš prav, ja. v to vprašanje. Imaš prav, zdaj ko študiram, v bistvu jaz Ja. sem pol mislil bolj na relationship, ljubosumje. Drugač pa zavist, pa menda zelo, da če dobro opazuješ, da jo lahko hitro opaziš pri ljudeh, če si čutil za te mikroekspresije, se pravi neke majhne spremembice na obrazu, ko se zgodijo, zato da nekaj izrazimo, ne? Ja, okay. In da zavist lahko recimo pri ljudeh odkriješ tak, da jim poveš nekaj dobrega, kar se ti je zgodilo, ali pa nekaj, kar si dosegel. Okay. In najbolj pogost znak zavisti je tak zelo hiter, pač da res, če ne iščeš, ne boš opazil, zelo hiter prezirajoč pogled, ki mu sledi hiter dodan ponarejen nasmešek. Kar kompleksna. Zato, ker se ona oseba sama zave, da ne sme tega pokazati, da je zavistna in se ampak je že prepozno. Ja, pa še malo globi, pa lahko greš, da kao pri iskrenem nasmehu se nagubajo tudi tule koti pri očeh. Če je pa totalno ponarejen, se pa ne. Ampak to so zdaj take mal forice, ko se baje kar pač dokazane, ampak to je treba vaditi. Pač a še imaš kak drug primer, ko to se mi zelo zanimivo? Poleg zdaj bom raj še enkrat temu posvetila celo epizodo. Ja. Boš lahko vse povedal. Tako, bomo lahko pa dala, bomo poimenovala epizodo Orodja za psihopate. Kakva pa razlika med psihopati pa sociopati, če veš? Mislim, da psihopati niso sposobni čutiti empatije. Ne vem pa sociopata zelo, kaj je razlika. Pustimo, v glavnem marsikaj vpliva lahko na sekundarna čustva. Tako sem rekel, zdaj ena stvar je to, da je neka miselna kognicija v zadnji oziroma interpretacija. Pol pa družba oziroma neka stališča, neke norme družbe, v kateri smo, pa neke osebne izkušnje. Zdaj za kognitivne sem že tak, sem dal to za partner, recimo, čeprav ta je zdaj zelo taka ljubezenska, ne? A to, ko si za ljubosumje rekel? Ja, tako je. Ampak zdaj tudi, ko si to omenil, zdaj ne vem, a lahko to preneseš na primer iz prakse, pa daš specifično na razmerje. Kaj? Da je recimo zdaj tvoja punca ljubosumna na neko drugo punco, s katero se ti pogovarjaš in pol ona, da bi zdaj to premagala, bi si mogla predstavljati, kak bi bilo, če bi se za 24 ur zamenjala z njo. Ja, zdaj, ko si rekel, vem, zakaj ti je kapno, da je boljša za zavist. Ja. Pa ampak mogoče tudi tako je to je Naval Ravikant, investitor in modrec, pisal o tem in je napisal kao na to foro, ko sem jaz povedal. Ampak vem, da je bilo jealousy, ne? Kar je ljubosumje, ni zavist. Ampak je pa res, da velikokrat te dve besedi pomešamo, ne? Čeprav ne pomenita isto. Ja. Ker zdaj, ko si dal specifičen primer, si res težko predstavljam, ne? Lažje si je predstavljati, pač, če si ti zavisten, ker ima sosed nek pač ful dober avto zdaj. To ki bi lažje to naredil. A bi pa zdaj ti živel rad njegovo življenje, ne? Pač skos. Ja. Če je mogoče, ne vem, prišel do tega avta z neetičnimi posli ali pa kaj takega, to sem dal zdaj malo ekstremen primer, ampak naprimer, ne. Ne, pa nasplošno, zato si zdaj, ko si dobro omenil, kot nekdo reče, da bi imel isto denarja rad kakor Elon Musk ali pa Jeff Bezos. Ja, a si pripravljen imeti life od teh dveh ljudi, ne? Marsikdo pa ni pripravljen. To je, da geč imel tale, kak je ime, tetem, ko ima CEO, Diary of a CEO, Steven Bartlett, in je pol med enim podcastom itak ima on ekipo zraven, ne? Mislim, ki mu pomagajo. In je pol svojega, ne vem, asistenta ali kamermana vse sorte vprašal in ga tudi to, če bi hotel recimo z njim zamenjati. Tako finance kot in je rekel, da niti približno, da ni šans. Pa razlago je pol, da pač ko sem imel kao bathroom break, je šel, kak je ime tam, no? Steven? Steven Bartlett. Je šel Steven na WC in so ga vmes
3 pomembna vprašanja vprašali, v povezavi z Biblijo se je vsako stvar mogel pač. Sam v tem času, ko je šel tip odtočiti, odgovoriti in sprejemal v tem času teh 5 minut neke pomembne poslovne odločitve, za neke sestanke, pa ne vem kaj pa razlagal, da je bilo eno tako vprašanje, ki ga dobil, če se bo sestal z nekim investitorjem, ne vem kaj, ampak če se zdaj bo sestal z njim, to pomeni, da bo mogel neke osebne, ne vem, recimo, da je imel zmenek, pa recimo ta zmenek, oziroma z, ne vem, ali ima punco ali ženo, da bo mogel to cancelati ali nekaj zamikati, ne, in pač koliko enih mikro vprašanj je pa tu zraven, pa enega stresa, pa enega usklajevanja, pa enega dela. Sicer je rekel, da ima za ful stvari, ima kao ljudi, ki jim pač mu urejajo, da recimo on ne ve, kaj bo jedel čez dan, da to mu pač drugi. In da je prosti zelo presenečen, kaj dobi. Tako underwhelming. No, v glavnem. Pa mama pa, zdaj se vrnem nazaj na strah. Okay. In pa mama recimo, kakšne družbene norme lahko vplivajo na razvoj sekundarnih čustev. In recimo ti narediš nekaj narobe in te pol družba v bistvu nauči, da čutiš krivdo. In je to v bistvu spet lahko je v bistvu spet povezano z nekim strahom, kaj si pa ljudje mislili, ne občutiš v bistvu sram oziroma zadrego. To sta oba sekundarni čustvi. In to je, mislim, da pri nas tudi zelo pogosto, ali pa vsaj pri meni bom rekel, no, da se ukvarjaš, kaj bojo ljudje rekli. Zdaj mogoče manj. Kot prej, ampak spet odvisen, kam priješ, v kakšnem krogu si, kakšne imaš izkušnje, ampak se mi zdi, da je to ful, a lahko rečeš, da je Slovence to zelo tako, kaj si pa drugi misle, ker že kaj si bo sosed mislil, pa kam ima sosed, ko si prej omenil soseda, se mi zdi, da je to tak, ne. Pa se zelo hiter lahko primerjaš z nekom, s katerim ni najbolj dobro, da se primerjaš. Mislim, sigurno je to postal globalni fenomen z pojavom socialnih omrežij, ampak slovenski je bil pa že prej, pred socialnimi omrežji. Ne vem pa, ne bom zdaj kar tak trdil, ker ne vem, kakva je ta kultura v drugih državah, ampak mislim, da vse se skozi norce delamo, da smo pač pri Slovencih, da je falšija pa zavist v bistvu, ne. Je pa tudi, sem ti mislil reči, se ti zdi, da velikrat uporabimo frazo, predvsem o kakem prepiru ali pa kaj taga, da te ni sram. Ja, sigurno. No, in je tudi definitivno. Usiljevanje sramu v bistvu, že na nek način. Ne. Ja, tako imaš pogojeno to, da če boš naredil takega, morate biti sram. Ja. Neko nabijanje slabe vesti. Ne sam vse poleg tega, ko si ti zdaj rekel, ne sam, da te ni sram, kaj si pa drugi mislili. Jaz sem to doskrat slišal. Ja. Da te ni sram, kaj si pa drugi mislili. The ultimate Slovenian phrase. Ojoj. V kakšnem krogu si pa največkrat slišal to doma? Ja, po Parenting ali... po mojem, ja. No, vse, ja. Je se tam mislim, še vsaj se mi zdi, da te stvari največ odneseš pol. Še vsaj iz njega to, što te to najbolj zmodalo. Ali pa, ne vem, se mi zdi, vrtec, osnovna, srednja šola se mi zdi najbolj tako. Zdaj bolj, ko si ti mlad, bolj je plastičnost možganov in lahko ful bolj se vpliva na tebe, pa ful si ti bo to kazal, po moje, ko lahko pol počas ti razmišljaš o tem, pa ne dovoliš, da te to prevlada, pa se malo preuzgojiš na ta način, ne? Pa da malo sprejmeš neke stvari, ki jih ne moreš spremeniti, naprimer. To je zdaj že malo spet osebnostno rastno. Ja, fajn. Tretja stvar, ki pa še vpliva na razvoj sekundarnih čustev, so pa še spomini in osebne izkušnje. To so pa recimo tukaj spadajo, jaz mislim, da kar vse travme, kakšne ponavljajoče izkušnje, kar si doživljal. Spet po moje v tem času, ko sem ga glih prej omenil. No. Recimo, če te nekdo ful velikrat razočaral ali pa pustil na cedilu, ko si bil otrok, ne, boš ti to še ful naprej nesel, se mi zdi. In v odnosu z njim in sam sabo v druge naprej. Ne, boš takoj imaš neko ograjo, narediš. Zato je recimo za otroke zelo važno, da imajo postavljene meje. Pa nek, če hočeš standard, pa nek jasen urnik. Brezmejno starševstvo si čul za to. Kak je pa drug izraz še za to? Res bullshit, pač, da nima otrok nobenih mej, da lahko dela kar hoče. Kak se vzgojnemu slogu napust, ni važno. Permisivno vzgoj. Ja, to je permisivno. Ampak fora je tudi, mislim, jaz bi takole rekel, če ti otroku ne postavljaš mej,
pa s tem misliš, da skrbiš za to, da bo otrok bolj kreativen, zato ko nima mej. Ja. To je napaka, zato ker v bistvu glih, če ti otroku meje postavljaš, ga prisiliš, da bo bolj kreativen. Ker bo mogel v sklopu tistih mej biti ustvarjalen. Da gre izven okvirja, Ja, ne, basically. ja. Me je bila zelo zanimiv stavek ene profesorice na faksu, da morajo otroci imeti mejo, zato da se počutijo varne. Aha. In glih zaradi tega je pa s tem pogojeno to, da tisti, ki imajo večje meje, imajo celo življenje teoretično lahko bolj urejeno, ne? Pa manj je teh izpadov, če on točno ve, da takle mora biti in se pač ravna po nekih pravilih in je to in mu je neka rutina v bistvu zelo pomembna. Tudi, tako, ja. Bolj ko je kaotično, slabše, ne? Ja. Pa težji razvoj oziroma lahko je pač malo nazaduje vse skupaj, ne? Zato je recimo rutina ful pomembna. S tem je tudi povezano, da recimo, če vzamemo primer igral, da je brez veze delati varna igrala. Ker otroci bojo vedno najdli načine, da jih naredijo bolj nevarna. In imaš tu isto obliko postavljanja meje, ki si naredil igralo, tako da bi bilo bolj varno, pa pol kreativnost otroka, ker se naveliča uporabljati igralo na tak način, da pač začne zdaj na streho plezati, pa take fore. Ne? In ne vem, če je to toliko narobe, ne? Tudi se je lahko za otroka nevarno, ampak neke stvari, ko jih pa tam kreativno počne, se pa tudi uči nekih sposobnosti, ne vem, telesne koordinacije ali pa nekaj takega, ko se v drugih situacijah ne bi mogel naučiti. Zato mislim, da je bil kar en trend, zdaj če se malo vrnem nazaj v vrtcih, da so ful preoblikovali celotna zunanja igrala. Specifično to si lahko zelo hitro opazil, ker tudi vem, da smo mi imeli, je bil en tak, bi rekel, model lokomotive, ampak je bilo samo ogrodje iz železa in si lahko ti pol plezal, pa nastavila neka dva volana, ampak to je bilo tako, zdaj če si bil bumbar, pa si odrastel v vrtu. Ja, evo, recimo, ne vem, da so pol to ful odstranjevali, pa delali varna igrala, pa tako vem, da je bilo pol tako, da so naredili, da res može biti res bumbar, no, da se ti nekaj zgodi. Mi smo imeli lokomotivo pa avto. Pa mislim, da jih res ni več. Ne, ni več. Sigurno, nikjer jih ni več, ker jih ne smejo imeti. Da se ne bi kdo odpeljal. Ja, ker ne smejo piti pa voziti. Aja, gremo še eno. Aja, pa zdaj ne devajo več alkohola otrokom. Ne, pa je ne. Fuck, pa res brez veze. Že mi ga nismo imeli. Aja, vi niste imeli? Aja, jaz sem zgornje Savinske. No, glavno, to mi je zelo zanimiv koncept, ker recimo eni se pa ful pol borijo proti temu, da bi pač imeli igrala, ki, če hočeš, niso tako varna, ampak naredijo pol, otrok naredi pol eno napako in se pol na tiste moči. Ne? Ali pa vidi, ali pa ima feeling, ali pa ga malo strah, bo malo tako vzel vse skupaj, ne? Ja. Ni zdaj, ne vem, no, zdaj res dobiš Darwinovo nagrado, lahko zelo hitro. Mislim, se je tudi je v vrtci Darwinovo nagrado. Super. Ampak v vrtcih je tudi mogoče to pol, da je ta strah pred odgovornostjo. Ja, sigurno. Ker imaš ti, nimaš svojih otrok tam. Je to vse pol pogojeno, pa tudi mislim, se nisi mogoče prav rekel. To zdaj, da ima to povedati, da so to zdaj samo najna mišljenja, nismo strokovnjaki o tem, pač to je samo razmišljanje. Ampak jaz mislim, da je to zelo pogojeno tudi z raznimi pritiski, z evropsko normativo, verjetno, pa s tem, da pač nekdo bi mogel prevzeti odgovornost, če se nekomu naredi. In zdaj recimo včasih predvidevam, če se nekomu nekaj naredil ali je padel ali si nekaj naredil, mogoče ni bilo take, da ima reč štale, kakor pa jo lahko zdaj naredijo. Ko pa grejo razne tožbe zelo hitro, čeprav se ni nič kaj takega. Se pravi, imaš izjeme in to je samo še vedno moje mišljenje, ampak takno, to je zdaj tako. Ja, pa ne govorim, da je bilo včasih boljš, jaz sam mislim, da pač se to dogaja. Da zdaj imaš recimo ti lahko kot delavec v vzgojno-izobraževalni instituciji zelo hujše posledice. Ja. In je premalo mogoče tega, da se izpostavlja nekim nevarnostim, ko ne, zdaj niso tako grozni, mislim, I'm still alive, veš, pa sem dal to čest, naprimer, ne. In ne vem, tako se malo pogovarja, malo se kdo razmišlja, kako zdaj narediti, da ima reč, bolj nevarna igrala, ali pa vsaj izpostaviti, zdaj, ko smo glih pri otrokih, nekim izkušnjam, ki niso vsakdanje, ki pač
Mora malo paziti, no. Drugač pa zelo bila zanimiva slika, ne vem, če si to videl, ko je bil kao Playground from the 60s ali nekaj tajega. In pač recimo, če smo imeli mi ta vlak, ki je bil visok, ne vem, mogoče vse skupaj 2 metra, ali pa že to pretiravam, so bila tam igrala, je bilo pač plezalo na eni strani gor, tak, na pamet govorim, 5 metrov, za 2-3 moje višine, naprimer, pa potem tako te lestve, da si plezal, ne? Pa na drugi strani dol ali pa še kakšni teti železni mesta, tisti do res ono. Če si tam bil butas, pač nisi preživel, ne? A ste imeli kaj iz štrikov? A veš, taka piramida? Da si kao plezal gor, ne? Ja. Mi smo to imeli. Mi nismo imeli, vem pa, da imajo zdaj, pa da je zelo mehna klančinica, pa tako. V Velenju imaš, ne sicer v vrtcu, ampak na javnem igrišču, eno tako kar veliko, to zadevo je izvrl. Mislim, tako veliko, da sem še jaz zdaj z veseljem plezal. Top. Ja. Zdaj, koliko je pa to visoko pol? Ja, kar nekaj metrov. Pa to že imajo skos, ali to je novo? Ne vem, to je že po mojem zdaj kar nekaj let. Jaz sem, da mi smo imel si ta vlak, ko sem rekel, pa imel si še eno tako železno konstrukcijo, ko si pač na eni strani sta bile 2 lestvi, pač precej visoke, gor, po na drugi strani si imel pa za recimo 4 do 6 teh širin lestev, po katerih si gor prišel, na drugi strani dol iz takih likov skupaj, šlasom. In pač si mogel biti malo ukreten, no? Nekaj si se naučil s tem, se mi zdi. Ja. Čak, bila smo pri travmah prej. Ja. Si še mislil, kaj v travmah? Ne. Okay. Jaz sem mislil. No, ne. Spomnil sem se, da me lahko travmo, če jo imaš, zihar jo imaš. Ja, pa vsi se mi zdi nek baggage. Da me da dober proces, da jo umiliš, to, da jo nekomu čim večkrat v detajlih opišeš. Torej, da greš miselno čim večkrat skozi njo, basically, ne? Zato, da v bistvu normaliziraš ta dogodek, pa da ti skoraj dolgočasen postane, tokrat si ga že obnovil, ne? In da jo pa nekako skušaš nadomestiti z drugim pozitivnim spominom. To pa nimam zelo ideje. Mislim, jaz si predstavljam, ker ne gre za to, da bi ti hotel ta spomin preoblikovati, ne? Ker ti ga skušaš tolikrat povedati, da se ga navadiš. Ampak, ne vem, mogoče nekaj, kar se spomneš, ko ti dolgočasno rata asociacijo, nek dober spomin, da je pač to default. Koliko na hard pa gremo zdaj tukaj v travma, je to dovolj, da je to nek strah pred nečim, ali mora se ti nekaj zgoditi zaradi časa, imaš pol travmo? To je traumatičen dogodek, ne? To pravi, da se ti je nekaj zgodil. Da ti ta traumatičen dogodek opišeš lahko. Če ne, nimaš nič opisati, ne? Jaz sem zdaj hotel potegniti, ampak sem pa začel študiti, da ne bo šlo skozi, da se ti bojiš pajkov, ne? In pol ti velikrat razlagaš o tem, da zakaj se bojiš pajkov, pa kakšni so recimo na dotik, pa ne vem. Načeloma so za nas v Sloveniji dosti naši pajki zelo harmless, oziroma zelo, kako se to po slovensko reče? Neškodljivi, ja, ne boš umrl zaradi tega, ne? Ja. Je bolj je bolj kap tep, vizualno predstavljajo. Lahko pa to povežeš pol, da si ti recimo, ko si smreko postavljal božično, ne, zdaj ko je glih ta čas, da si videl pajka v kotu. Ampak zdaj tukaj ni glih travme, razen če je pajk na tebe skočil v otroštvo, pa te ugrizno in si ti bolj bil v bolnici 14 dni. Vprašanje, mislim, mogoče tudi funkcionira. Mislim, da moraš imeti specifičen spomin, ki te muči, da ga lahko podrobno opišeš. Je pa še fora zanimiva, to je še pa mislim, da Huberman dodal, da ti preden to narediš, preden opišeš to travmo, a veš, ko imaš REM spanje, ne? In funkcija REM spanja je, da ti blažiš čustvene težave, ki si jih pač utrpel čez dan, ali pa jih imaš pač, ne? To je funkcija san. Ja. In v REM spanju se pa reče REM spanje, ker kratica REM pomeni Rapid Eye Movement, zato ker v tisti fazi tep oči delajo takle. Sem pa taj. Na gor pa dol. Ne, sem pa tja. Grozni. In da pa je pred tem, ko ti to travmo opišeš, 1 minuto takle lateralno oči premikaš. Zavestno. Torej. Ja, ker pa je podobno umiriš
te centre za strah, amigdalo, tako pa se v sanjah zgodi, ko se ta move naredi z očmi, Okay. da ti strah umiriš in pa opišeš dogodek. Okay, če zdaj pozameš v enem čim krajšem stavku, kaj moraš narediti? Se pravi 30 do 60 sekund lateralno, se pravi levo pa desno, premikaš oči in pol opišeš podrobno svojo travmo, ker ti bo to pomagalo, da jo normaliziraš v nekem stanju, ko nisi prestrašen. Ful dobro. Neutralized. Ja. Okay. The bomb has been defused. Ja, tukaj ni bilo, we'll get them next time. Ja. In da to pač ponavljaš več dni, dokler se ne znebiš nekega negativnega pridiha tega spomina. Ali pa ga vsaj umiliš. No. To je kar science-based, ne? Zdaj tako si omenil, to zdaj lateralno. Ful dobro. Zdaj pa še imam tule en primer, kako nastane neko sekundarno čustvo. Okay. In naša situacija je, da si ti pozabil na moj rojstni dan. Kar nisi. Ampak recimo, da bi, ne? Ja, zelo sem mislil, Jaz- da je danes. Ne. In zdaj tukaj primarno čustva, ki so tu v igri, sta žalost in jeza. Ja. Pa sekundarna pa s kognicijo razvijamo naprej. In sicer imam tule par čustev opisanih, ki se lahko razvijajo in zdaj, da ti razmišljaš o tem, da ti nisem dovolj pomemben. Se pravi, Zdaj, čustva, ki se razvijajo iz tega, sekundarna da sem čustva, jaz pozabil na tvoj rojstni dan, oziroma Tako. da si mi ti izpostavil, da sem jaz Ne, nič pozabil. nisi izpostavil. nič. Ne. Jaz se Da jaz se zavem, da sem pozabil na tvoj rojstni dan. Ne, jaz se zavem, da se ti pozabil na moj rojstni dan. Aha, se pravi, na tebe se osredotočamo. Ja, Jaz sem ne. razumel, da jaz se spomnim, Ne. pozabil sem, Ne. da imam Florian rojstni dan. Ne, jaz sem rojstni dan in ti si pozabil na mene. In Okej, zdaj jaz okej, občutim okej. dve primarni čustvi, žalost in jeza. Mhm. In zdaj pol to skombiniram in pol jaz začnem to premlevati. Mhm. In pol, če razmišljam, da ti nisem pomemben, pa razočaran, zdaj imam sam pač, katera sekundarna čustva lahko jaz razvijem iz tega ven. Ne? In zdaj recimo razočaranje, da izmisli recimo, da ti nisem pomemben. Mhm. Pol je lahko neka frustracija, ki se razvije iz vprašanja, ki ga imamo zelo pogosto pa moji ljudje, in sicer zakaj vedno jaz, zakaj se to meni dogaja in si pol. Malo egocentrično, ne? Mislim, se vse skupaj tole Mislim, ja. Ampak to je zdaj tako, da se vprašaš, ne, ali pa, oh God, why me, ne, pač to je pač to, čeprav to, no, ok, pustimo zdaj, boga iz tega. Pol je lahko neko zamero narediš in rečeš, da si ti zdaj kriv in sicer si vzel recimo preveč časa za to. Kaj? Se pravi, Jaz kriv, da prevalim na tebe, pa iz tega naredim neko zamero. Okay. Potem imamo sram, oziroma lahko je tudi na drugi strani nič vrednost, in se ukvarjam s tem, da me vsi ignorirajo. To je, mislim, se pravim, tako si rekel, to je vse čist egocentrično. Pomem pa še zadnjega, občutiš pa lahko neko krivdo in sicer se pa vprašaš, pa mogoče sem pa jaz kriv, to je pa navadi čist na koncu. Ko pa študiraš, kaj je zdaj s tabo narobe. A nisem bil dovolj dober, a jaz nisem bil dovolj dober prijatelj, ali nisem bila dovolj v stikih, ker nisem jaz, ne vem, te kontaktiral, čeprav to je zdaj s tem, da sem mogoče že tako povzel, ko sem rekel. To že ima pa lahko malo povezavo z obrambnimi mehanizmi. Ja, sigurno, ja. A pa bi lahko rekla, da je nastanek sekundarnega čustva neka situacija, ki sproži primarno čustvo in pol tvoj proces spirale navzdol razmišljanja ustvari sekundarno čustvo. Tako. Okay. Ni nujno navzdol, ne? Se imaš verjetno tudi pozitivno sekundarno čustvo. V tem primeru je bilo navzdol. Ja. Ampak no, se v glavnem se ukvarjamo bolj z negativnimi na koncu, pa z pozitivnimi. Te pač veselja, ne? Pač. Zdaj študiram, kaj je tako, kjer je pa kje sekundarno čustvo. Ker lahko bi pa naprimer nekdo pozabil na tvoj rojstni dan, pa gre ta oseba tebi ful na k, ne? Ja. Pa si ti tako, nisem se spomnil. Mislim, da spomnim, da je lahko v bistvu hvaležnost, ne? Ja. To je kot veselje, pa pozitivno razmišljanje. Da si hvaležen, da je pozabil na tvoj rojstni dan, ker se ne ima rabiš bolj z njim pametne ukvarjati. stvari za delati. Ali pa si hvaležen, da nimaš Facebooka in ne rabiš ljudem odgovoriti na slikice odpisovati. A ti imaš na Facebooku, kdaj imaš rojstni dan? Mislim, da imam, ja.
Okay. Ampak se počutim vedno zelo kot douchebag, ko pa Facebooka ne uporabljam dosti in pa ugotovim. No se zdaj, ko si to rekel, občutim zdaj krivdo, zato ker ne vem, če sem odgovoril na poste na zidu. Meni je všeč ta ideja, če veš, ne. Pa če se spomne, nekdo se spomne, ni treba, ampak jaz pa tudi imam rad, ko mi kdaj napiše notification, da ima nekdo rojsten dan. Ja. Pa pač vošim. Se mislim pa, da sem enkrat malo bolj poglobljeno o tem razmišljal in sem se pol odločil, da sem si določil, kere osebe mi pač pomenijo več kot druge. Pa sem šel zbrskati, kdaj imajo rojsten dan, pa sem si vse dal v koledar. Tako da zdaj vsakič dobim notification. Pa da, če le lahko, vedno pokličem, pa vošim. To je kar lepa gesta. Ker se mi zdi, da je ful tak too easy, pa da vsi, pa ko greš napisat, imaš ful, se mi zdi to, kako bi rekel, težnjo, da boš lahko nekaj na hiter napisal ali pa nekaj podobnega, kar so že vsi drugi, ne? Sem se, ko voši še isto, me zdi, še sam najbolj važ, da ti dejansko pokličeš, si vzameš čisto minuto in pač sam to se mi zdi. To se mi je zdelo lepše, no, da pokličeš, ne? Ja, pa mislim, meni se zdi, da že gesta to, da te nekdo pokliče, pa sam, če ti reče vse najboljše, mislim, da je to čisto dovolj. Jaz se pol ukvarjamo doskrat, ful velikrat, bravo, s tem, ko boš zdaj vse povedal, pa ne vem, jaz probam, ne, da je sam pač gesta. Če mi pa kdo res nekaj pomeni, ga pa niti poklicu ne bom, ampak bom šel, naprimer, na Veliko planino z njim hoditi. Jaz pa prijem na dom, pa ga vržem iz posla in ga prepričam, da mora iti v šolo. Ja. Lepa. Teda moraš ga manj zabavati zraven. Različno to je love smo si, tough love. Dobro. Zdaj pa, lahko se pa mi tudi vprašamo, kaj se pa zgodi, če se ta čustva ne razvijajo pravilno, predvsem primarna. Okay. In pač zelo velike teh eksperimentov, kaj se dogaja recimo z ljudmi, ki so bili zapostavljeni čustveno, predvsem, da niso imeli staršev, specifično mame v zgodnjem otroštvu in so imeli pač ful velike težave. Poznaš primer volčjih otrok? To sem se zelo spomnil na ono rimsko mitološko zgodbo, Romulin Rem, ampak ni to. Nekje Vprosti, samo nekaj, da razjasnem, a preden greš naprej. Se pravi, primarna čustva, čeprav so prirojena, se razvijajo. Tako. Aha, okej, to me je zdaj, ja. Ko sem mislil prvo, ko si rekel, da gre narobe kaj z primarnimi čustvi, da je kaj pri genetiki narobe. Ti imaš neko čustvo prirojeno in je to v bistvu mehanizem za preživetje. In zdaj, kaj se zgodi, če ne dobiš nobenega odgovora na to čustvo, ker niso sama sebi namen. Da ostane v bistvu v surovi obliki, skoraj, tako bi rekel. Tako, ja, pa zdaj, kaj se zgodi, če ti ne dobiš, recimo, da ti izražaš kot dojenček strah, kaj se zgodi, če zdaj nekdo skozi neko tvoje čustvo zatira oziroma naleti na, da ima reč gluha ušesa, ne, če hočeš. Ali pa ga mogoče celo potencira. Tudi je to. Ja. Mislim, da ravno kar zmanjkalo elektrike. Ja, ni, ker je tole ugasno. To da luč pa dela. Čakaj, sem to. Ok, zdaj, dokler Florian popravlja luč, bom jaz vklopil telefonsko glasbo, tisko kličeš kak odzivnik. A rajš kaj povem? Ne vem. Ok, a bi še kako drugo pesmico? Gori. Florian, prid hiter nazaj, ko sem sam. Dragi poslušalci, ki ne gledate posnetka, Florian je rešil dan in je ponovno najini lučki, ki zagotavlja svetlobo za lep video, zagotovil novo napajanje. Hello! Dober dan! V glavnem, ostala smo pri čustvih in kaj se lahko vse zgodi, če so ta čustva nepotlačena, če niso bila videna oziroma
primarna, če niso bila razvita. Tako, ja. V glavnem bil je, mislim, da nekje... Lepo letni dan. Sorry. Mislim, da je bilo nekje zelo vzhodno, neka Rusija, ali tam nekje so bili otroci, mislim, da je bila sama ena punca, A ja, ki je bila... zdaj smo prekinila, se pravi, to je zdaj, so volčji otroci. Ja, Okay. mislim, volčji otroci. Ali kak si rekel? V glavnem bil je otrok, ki je odraščal, ne vem, če je glih z volkovi, ampak mislim, da je bil zaprt s psi. Ker je bil zlorabljen iz strani svojih staršev. Mislim, da je taka zgodba, ne bom čist, ampak no pač to je primer, ki je bil obravnavan in pa recimo ta otrok se je pa obnašal kot pes, imel razvitih čustev in se pač vsa čustva, ki jih je imel, so bila samo ta, ki so čisto ob rojstvu in ni se pač neče razvil v tej smeri. Recimo jaz sem si ful zapomnil takrat, da recimo oblika umirjena je bila samo to, da se je zibal recimo, ne. Njemu nič pomagalo, ne pač bil nekje v enem kotu pol, pa pač se zibal in se s tem pač umiril. Ker je to pač ta zelo primarni odziv človeka na stres. Aha, pa verjetno v Mogoče, tem, kako se reče, fetalnem položaju, da se je zibal. Ja. Pač tak, mislim, da pokrčena kolena, pa vsepno, tako si rekel, v bistvu. V glavnem, zdaj, kaj se lahko zgodi, zdaj lahko se pojavi čustvena otopelost, to mogoče tako po moje poveš. To se recimo zgodi, če ni bil v dost varnem odnosu s starši in razvije nek odklop od čustev kot obrambni mehanizem. To je ena stvar. Potem previsoka reaktivnost. To je, kadar je preveč stresa ali pa da je zelo kaotično okolje oziroma da res nima postavljenih pravil, da ti res že od otroštva ne veš, ko se bo dogajalo in na vsako reakcijo lahko zelo, dajmo reči, zelo impulzivno odreagiraš na vsak drežljaj, pa si zelo občutljiv in pa to je tako, ko se recimo otroku zgodi nekaj, kar je recimo tebi čist normalno, ampak ti se sam naučil reagirati drugače, on bo pa recimo začel kričati ali pa bo imel nek drug odziv, ali pa bo to zdaj neka zelo huda jeza, naprimer. No. Da bo vsak dražljaj lahko potencialno izzove neko, je lahko sprožilec za neko ekstremno reakcijo. Za ekstremno reakcijo, tako. Potem so lahko neke težave pri navezanosti, s čimer lahko imaš ti problem pač do konca življenja, ne? In to je v bistvu neka nezmožnost, bi rekel, regulacije čustev, kar se potem kaže v nestabilnih odnosih, tako sem rekel, ali pa težave v partnerskem odnosu, se pač, če imaš ti težave z navezanostjo, mislim, da je dokaj jasno, kako se lahko razvija iz tega. Jaz mislim, da to predvsem, če hočeš ti imeti pol družino ali pa nasplošno nekoga v življenju, ki ni samo tvoj skrbnik, ali pa če hočeš mama, je to pač precej bistveno, da se razvije. Predvsem pa mote v duševnem razvoju, kar se tudi kazali pri tem, jaz ne bil fant ali punca, bomo pogledali pa damo link spodaj. Okay. Je bilo pač to, da ne vem, če je bil avtist, ampak ta otrok ni znal govoriti, pa hoditi normalen, kar pomeni, da ni nobenih čustev razvil, bil je, ne vem, če sploh lahko rečemo, da je bil depresiven, zato ker ni sploh razvil tega, veš. Ali pa ni bil, pa mislim, da so bile tudi raziskave pa na šimpanzi, kjer so šimpanza od rojstva, mislim, da so imeli enega, ki so ga odzeli od mame, pa ta drugega, ki je bil pač normalen. In on je pač bil, dajmo se reči, normalen razvil, ta drugi je bil pač čist, če bi gledal dalj, bi rekel, zelo nevzgojen, nima kontrole nad sabo, vsak stres mu povzroči ful huda reakcija. Ja, mislim, ne samo to, pač zelo na slab način. No. Ja, mislim, primitivno v smislu sam oborožen z tisto surovo naravo, s katero se je rodil. On lahko recimo na nek držljaj z okolja tudi recimo odreagira zelo agresivno, ne? Ali pa da bo čist breakdown totalni, ne, fitus položaj, ali pa jok, ali pa mislim, na paropici zdaj ne, opice je ok. Ne vem. Torej, anksiozne motnje, to sem tako rekel, pa neka depresija huda se lahko pojavi zdaj pri ljudeh, ne. Mislim, vse pri živalih tudi imaš, vidiš neko žalostno, ampak to. Potem pa še težave v socialnem delovanju, to pa tako mislim, da je zdaj pogojeno bilo z vsem tem. Zelo dober primer težave v socialnem delovanju imajo recimo, zelo dober primer, to sem grozno zdaj rekel. Recimo pri avtistih se to kaže, no? Pri nekaterih na določenem spektru, ne. A če si gledal Good Doctor,
To je zelo dobro poznam, prikazano ja. to, ne? Ker recimo on je res specialist, Šosen je to, koja serija je to? Je serija. Serija, ampak recimo tam je on zelo dober prikazal osebo, ki pač ne vidi čustev drugih, recimo, ne? In se zelo težko znajde v nekih osebnih odnosih. Čeprav recimo njemu kao nek bil kirurg, ne? Ja. In recimo njemu je bilo to zelo jasno, pa ker je bil otis, je zelo dobro predstavljal, vse notranje organe, pa kak neka operacija poteka, ali pa nek proces ni nujno. Ni pa bil zmožen recimo normalno odreagirati. Pa tudi mislim, da kdaj kakšne ekstremne reakcije je imel čustvene. Ja, tudi zelo je. To zdaj, ko si omenil ta položaj fetusa, je zelo, on tudi mislim, da je pol v eni epizodi, mislim, da je neko karanteno je kdaj in pol on ne zmore več tega vsega, ker rabi določen prostor, da se lahko makne, pač ima neke svoje potrebe, ne? Da lahko normalno funkcionira in pol, ko je vsega preveč, se on zvit na tleh guga. Potem in je več fertik. In ima zaradi tega tudi ful težav v življenju naprej, tudi v partnerskem nosu. Se pravi, to zdaj ni bilo resnično, to je pač prikazana serija po neki znanosti, če hočeš. To se da pa določene stvari, če ni prepozno, tudi popraviti. Zdaj ne vem kakva je meja. Ampak plastičnost možganov se na določeni meji ustavi, ampak še vsem pa lahko ti zdaj s pomočjo nekih terapij določene stvari še vedno uravnaš, določene stvari lahko tudi sam, recimo s kakšnimi varnimi odnosi, da recimo, ali pa ne vem, ko gre otrok recimo, če še ni prestar v posvojitev, da mu tam omogočajo neke varno okolje, varne odnose, dobre odnose s starši, pa kako psihoterapevtsko pomoč. Verjetno to, ko si rekel, da še ni prepozno, pa kje je meja, to zdaj da verjetno pač korelira s tem, kdaj so, pa dokdaj so možgani še fejs plastični, tako si rekel, ker mislim, da do 11. leta so ful plastični, pa začne to malo padati, ampak so še vseeno zelo plastični v naslednjih 15 letih, pa do 25. leta pač so še plastični, pa začne to kar hiter. S prehodom v odraslost mislim, da je pol čedalje manj možnosti, da ti odvisen zdaj, koliko si bil zapostavljen, ne? Ampak do neke mere lahko se naučiš pa tudi regulirati čustvene regulacije, pa neke čuječnosti. Ampak definitivno lahko posplošimo, da kasneje, ko je težje. Sploh za take stvari. Se mi zdi, da za vse te, no pa se za vsa da ima reč bolezenska stanja, mislim, da je kasneje, ko opaziš, vse to je, to zdaj ni nič novo. Tako. Je super, Florian. Mene je zdaj strah, da sem zaključil s to temo. Zakaj te je strah? Ja, ne vem, da sem anksiozen. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.